zdaj pa gremo na današnji program. Začeli ga bomo s praznovanjem, kako pa drugače. In sicer bomo najprej dali besedo Zvezi ljudskih univerz oziroma magistru Bojanu Hajdinjaku, ki ga zdaj sploh, oprosti, izvoli. Ne gre za to, v mrtvem kotu. Lepo zdrav še v mojemu imenu. Včeraj je Marjana iz Žalca končala oziroma je prišla na tole mesto in je rekla, vem, da ste veseli mojega predavanja, ker je zadnjo. Jaz upam, da me ne sovražite danes, ker je prvo, ne? Tako da večkrat začnemo drugače. Mogoče bi Zvonko, hvala Zvonka za lepo najavo. Se ne vidva danes očitno, ne? Tako da si moramo dati neki pipi, da se... Bi vseeno omenil, da monografija nastaja pod okriljem vseh ljudskih univerz, vseh 35, tako da želimo predstaviti 100 let ljudskih univerz na Slovenskem in sicer od posameznih predavanj do javnega omrežja. Malo se igramo z začetkom z besedami, pa nam je prišlo na misel en tak slogan, 100 let je znanja, no? Tako da predstavimo. Moram reči, da v zadnjih letih kljub covidu je bilo kar nekaj praznovanj. Večina ljudskih univerz je praznovala 60. obletnico, se pravi tudi Zveza ljudskih univerz je praznovala 60 let, 3 ljudske univerze pa so šle malo naprej, samo sekundo. Moram se umiriti, dihalne vaje. Franci mi je rekel, da sem jaz hiter, da ne smem prehitevati, ker tehnologija mi ne bo sledila, tako da, če bojo večkrat premori, se morava sinhronizirati z računalnikom, tako da ne zameriti, no. Sama monografija bo nastala nekje ob koncu leta, no. Bo izdana v elektronski obliki, tako da bi jo poslali na čim več naslovov in vas vljudno vabimo k branju, ker sama monografija ni namenjena nekemu hvaljenju, bom rekel, ljudskih univerz, ampak je bolj namenjena praznovanju 100-letnice organiziranega izobraževanja odraslih. Se pravi, zakaj smo se pravzaprav odločili, s pomočjo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, smo se odločili, da predstavimo monografijo in sicer iz razloga, da želimo obeležiti 100-letnico nastanka prvih ljudskih univerz, da želimo vrednotiti ključno vlogo v izobraževanju, učenju, kulturi, se pravi, kaj so pravzaprav ljudske univerze počele že pred letom 1959 in seveda osrednja vloga bo praznovanje 100-letnice Ljudske univerze Celje, Andragoškega zavoda Maribora in Ljudske univerze Jesenice. In tudi želimo prikazati oziroma vržeti vtis, da so pravzaprav ljudske univerze produkt povojnega časa, kot da bomo tudi pokazali, da se je še marsikaj dogajalo tudi pred vojnim časom, ne. Tako da za uvodne nagovore smo, bom rekel, dobili zelo eminentne sogovornike oziroma pisce, tako da se bojo uvodne nagovore bo nam napisal predsednik vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob, potem minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič in uvodna nagovor nam bo tudi prispevala dr. Monika Govekar-Okoliš iz Filozofske fakultete, tako da bo tudi eno zanimivo branje. Potem smo pa razdelili samo monografijo na 3 dele. Prvi del je razvojni koraki, mi smo ga poimenovali Zagnali smo kolesje, kjer se bomo sprehodili. V uvodnem delu se sprehodimo skozi različna obdobja, od krize in do, po našem mnenju, enega največjih uspehov ljudskih univerz do vzpostavitve javne mreže. Opišemo tudi, kdo nam je ob tej poti stal ob strani, kdo se je skozi leta priključeval, na novo ustanavljal in sicer zmeram so nam pomagala različna ministrstva z ustanovitvijo 30 let nazaj, no, čestitke še v imenu našem, se pravi za Andragoškemu centru za 30 let. Andragoški center se je potem priključil in prevzel neko razvojno vlogo, CMEPIUS, lokalne skupnosti in jasno drugi partnerji. Ne smemo pozabiti na lokalne skupnosti, kakorkoli nismo, bom rekel, financirani na polno, ampak so nam lokalne skupnosti v vsem tem obdobju nekako stale ob strani, pač po svojih močeh, ki jih posamezna lokalna skupnost ima.
In potem smo se tudi malo poigrali, kakšna so vprašanja, izzivi in pobude se danes postavljajo pred nas. Ne. Potem smo ga razdelili na drugi del, ki smo ga imenovali Kolesje se vrti. Tukaj pregledali smo najbolj inovativne prihodnosti usmerjene prakse. Moram povedati, da je s pomočjo različnih projektov, z različnih financerjev nastalo ogromno dobrih praks, ogromno projektov, ki odgovarjajo na izzive sodobnega časa. In moramo reči, da same ljudske univerze smo tudi izredno ponosne, da delujemo v lokalnem okolju, da s tem poznamo lokalne okolje in se lahko na hitro odzovemo na same potrebe lokalnega okolja. No, in to tudi v času covida se je to izkazalo tudi kot ena velika prednost. Ne? Izzive pa vidimo naprej tudi v trajnostni, digitalizaciji, dolgoživosti, prilagodljivosti ter medkulturnosti. V tem delu bomo tudi, ne bomo pozabili na pridobljeno javno službo, se pravi, bomo podrobno opisovali svetovalno dejavnost, osnovno šolo za odrasle, ne? In pogledali bomo tudi naprej usmeritve, ki nam jih nudi sprejeta resolucija oziroma REMPIO po domače, ki jo vsi najbolj poznamo po tem imenu. Ne? V tretjem delu smo malo poprašali, kako vidijo razvoj direktorce, direktorji, kako vidijo razvoj županje, župani in svoje razmišljanje so nam tudi predstavili strokovnjakinje, študentke in pedagogike na Filozofski fakulteti. No. Moram reči, da če na kratko samo kakšen povzetek od direktorjev povem, čisto praktično skoraj vsi direktorji smo izpostavili sodelovanje. Tako da jaz mislim, da smo v tej dvorani smo iz različnih društev, od nevladnih organizacij, javnih zasebnikov in tako naprej. Ampak ljudske univerze, posebno s pomočjo, ko smo začeli delati projekt temeljne in poklicne kompetence, ki je bilo nam naloženo, da moramo sodelovati, smo to sodelovanje ponotranili in res vljudno vabimo, da vsi izobraževalci odraslih sodelujemo na takšen ali drugačen način. Ne, da si nekje nagajamo, kontriramo, ampak sodelovanje. In to je tudi ena glavnih ugotovitev, rečemo, direktorjev in direktoric pri tej, ko smo jih pravzaprav vprašali, kako vidijo razvoj. Druga je kakovost in se pravi, tretja je fleksibilnost, kar je dejansko, če vidite, kako se hitro spreminja družba, so vse te besede nujno potrebne, da pravzaprav preživimo in gremo naprej. Ne? Pa nekaj slikic, se pravi, kar nekaj slikovnega materijala bomo imeli ob 100-letnici Celja, Maribora, Jesenic, tako da bo kar zanimivo tudi slikovno pogledati. No. Zanimivo pa je, to je ena taka moja ugotovitev, da kako se zgodovina ponavlja. Ne. Včasih smo imeli, bom rekel, šolo za mamice, kako pravzaprav vzgajati otroke, kako z otrokom začeti. Danes imamo družinske centre. Včasih smo imeli neko telovadbo, mogoče malo drugače skrito, danes imamo v različnih projektih kot večgeneracijski centri in tako naprej. Se pravi, se zgodovina kar nekako ponavlja in zelo podobni programi padajo ven, če lahko tako rečem, tudi v današnjem času, ki so bili tudi že 60 let nazaj. Edino, kaj je mogoče razlika, da so se poimenovali majčkeno drugače. Tako da medgeneracijsko sodelovanje, to je bilo 30-40 let nekaj čist normalnega. Se jaz vem, ker sem prvo službo dobil, mentorski sistem, da smo dobili je bilo čist nekaj normalnega, da ko sem prišel v prvo službo, da sem dobil mentorja. Zdaj pač to spet na novo spostavljamo, ker se je nekje v vsem tem času zgubilo. Tako da pa malo slikic, da ne bom predolg. In kot sem omenil, sama monografija bo nekje ob koncu leta dokončana, bo v e-obliki, vam bo poslana in res vljudno vabljeni k branju. Sami pa ocenjujemo, da je en tak, bom rekel, lušten pregled 100 let izobraževanja odraslih in še kar je tudi zelo pomembno, tudi s pogledom naprej. Ne samo pogled nazaj, ampak kar je ključno, tudi malo pogled naprej. Da ne bom predolg, mislim, da je to, koliko imam zvonka toliko časa. Hvala lepa za pozornost in če je kakšno vprašanje, pa z veseljem odgovorim. Iskrene čestitke prav vsem ljudskim univerzam in zares igrate zelo, zelo pomembno vlogo tudi s tem,
da dajete pobudo po povezovanju. Bravo. Ima morda kdo kakršnokoli vprašanja, kakršnokoli misel, ki bi jo želel ob tem povedati? Ja, izvolite. Dober dan, vsem skupaj, lepo vas pozdravljam, se opravičujem, ker zdaj se vas sliši, ne? Včeraj nisem mogla priti, tako da sem zelo vesela, da ste uvodoma tako lepo povedala, ker sem pa dnevni red natančno preštudirala. Sam, da se predstavim, jaz sem sicer zdaj upokojena, še zmeraj predavam na 2 univerzah, ampak prišla sem še posebej, ker sem član odbora misije RAK v Bruslju, v Evropski uniji. In res vas moram pohvaliti, ogromen delate na tem področju, vaše delo zelo dobro poznam, ker ena moja zadnjih služb dejansko je bila tudi na Ministrstvu za delo, ne, sektor za socialni sklad. In zakaj govorim o misiji RAK? Vi ste sami to krasno temo izbrali za tale vaš posvet, zdravje, nega, ne, in z tega področja ste imeli tudi včeraj zelo krasne razgovore, predavanja in izmenjavo mnenj. Vemo, da je zdravje in nega prioriteta Evropske unije in seveda, ker smo zdaj tako v veliki krizi, ne, tako kot je gospod Hajdinjak ravnokar zelo lepo povedal, je Evropska unija sprejela ne samo podrobno strategijo 7-letnega finančnega razdobja od leta 2021-2027 glede razvoja, ne, v katerega v bistvu kontekst se bom takoj vklopila, ampak ker je situacija tako zelo pereča in še nam sledijo kar huda presenečenja, je tukaj tudi nacionalni program za okrevanje in odpornost. Ampak tudi to ni dovolj bilo od ukrepanja, zato je Evropska unija sprejela še poseben ukrep, to pa so misije. In je 5 misij posebej razglašenih, da naredijo res en prodor, razvoj v tem konkretnem okolju. Ker zato sem se javila zaradi tega, ker dejansko iščemo poti, kako bi čim bolj učinkoviti, delati konkretne stvari v dobro vseh in vaše poslanstvo je pa dejansko tako zelo pomembno, ker pokrivate te ciljne skupine, ki so pa v akciji, ki poteka v tem našem okolju, tako zelo pomembno. Vaše delovanje dejansko ni samo od zgoraj navzdol, ampak tudi od spodaj navzgor. In tukaj 100 let delovanja je resnično zelo, zelo pomembno, tako kot je gospod Hajdinjak rekel, tudi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Zakaj torej je misija? Jaz imam to čast dejansko, da sem predstavnik Slovenije v tem 14-članskem odboru. Od 5 misij dejansko je to samo eno slovensko mesto. Zakaj je misija tako zelo pomembna? Ko slišimo besedo misija RAK, dejansko ne gre samo za ta kliničen del, ampak to, kar bi rada povedala in vas povabila v to naše sodelovanje na tem nivoju Evropska unija, vključevanje v razne projekte in konkretne aktivnosti na terenu. 3 so zelo pomembni vidiki, ki jih ta kliničen del, se pravi Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerzitetni klinični center in tako naprej, niti nimajo časa se vanje poglobiti, ker imajo toliko drugega dela na kliničnem delu. Prvi del je understanding, ali sploh razumemo, kako je to zdravje pomembno. O čem govorim? Pismenost glede zdravja. Mi sicer mislimo, da vse vemo, ampak dejansko je ogromno enih nesporazumov in vi ste prej lepo govorili, kako je pomemben ta razvoj kompetenc. In mi nimamo razčiščenih recimo kompetenc tudi na evropskem nivoju, ne v drugih državah, katere kompetence so dejansko že od malega pomembne za to, da bo slehernik razumel, understand, zakaj to zdravje, pa nega, ker mi imamo blazno neenakost v razumevanju na eni strani medicine, na drugi strani nege, skrbi.
No, drugo področje misije, ki je zelo pomembno, je pa preventiva. In mi tudi uradne podatke imamo, uradne pritožbe, tudi v parlamentu včeraj, predvčerajšnjem. Preventiva na področju zdravja, nege ne deluje kljub številnim poskusom in nevladnih in konkretnih organizacij. No in tretje področje, v katerega bi se tudi lahko krasno s konkretnimi projekti skupaj prišli, ker zdaj se začenja prav zelo konkretno obdobje implementacije, misije RAK je razvoj kakovosti na tem področju, kjer pa vi tudi zelo strokovne metodologije razvijate in bi se krasno to lahko konkretno razvili. Meni je zelo žal, ker sem tako dolga, bom kar zaključila, upam, da ste razumeli, kaj sem hotela reči in vse vabim, da sodelujemo. Najlepša hvala. Mi smo to razumeli kot pobudo k sodelovanju, a ne? Samo še vaše ime, če lahko poveste. Neva Maher je moje ime, no lahko si tudi zapišete neva.maher @telemach.net je moj telefon, drugač pa telefon je pa 041 586 415. Tako da jaz vam bom če vam lahko čisto konkretne pobude tudi sporočim, ker boste vi potem. Bomo naprej. Ja, najlepša hvala. Smo veseli tega, Bojana, ne? Ja, seveda. Mi na Andragoškem, kjer dejansko delamo precej na kakovosti in na drugih rečeh in seveda tudi na praktični ravni. Še kdo morda kaj? Ne? Potem pa, pol pa gremo na našo... Če klik navado reflektorjev, pa to bi težko gre zdaj dol, da bi še mečkan... Kle gor... Še malo pozornosti, da se malo nafilm za zjutraj. Dobro, lep dan.